Gospod Macerl, Slovenija je pred kratkim dobila priznanje, da je najbolj čista dežela. Pa vendar to lahko rečejo ljudje, ki gledajo na Slovenijo od daleč. Tisti, ki živimo bliže, vemo, da se dogajajo zelo različne zgodbe, ki so okolju in zdravju bistveno manj prijazne. In vi ste eden predstavnik te zgodbe, ki je želel doseči bistvene izboljšave in ki mu je to tudi uspelo. Lahko poveste nekaj več o tem? Jaz se pravzaprav strinjam s to ugotovitvijo. Prečudovita je Slovenija. Ampak problem je, če bomo delali to, kar delamo, ne bo več dolg. Mi bomo v naslednjih desetletjih izgubili to, kar je bistvo, kar je največje bogatstvo Slovenije. Mi s tem delamo tako grdo in tako pod vplivom kapitala, tako, Ministrstvo za okolje in prostor, žal tako podlega pritiskom kapitala. Smo v fazi, ko se intenzivno spreminja okoljska zakonodaja, ki gre v prid kapitalu, industriji in izrinja civilno družbo iz vseh postopkov, kjer se rahljajo standardi varstva okolja. In lahko to govorimo o uredbi tla, o uredbi hrup, o novem zakonu o varovanju okolja. In v teh primerih je nastopil trenutek, kjer če ne bomo zdaj obvarovali okolja, če ne bomo zdaj spoznali, da je to v bistvu največ, kar imamo, potem bomo izgubili ravno to, kar smo se na začetku pohvalili, da smo. Lahko to ponazorite s konkretnim primerom vašega dolgoletnega boja z Lafarge cementom? Poglejte, v Sloveniji, definitivno Slovenija je lepa, ima pa svoje črne točke. In na teh črnih točkih je možen nek vpliv neke multinacionalke ali pa vpliv politike, kjer se nekako neka območja žrtvujejo in Zasavje je nekako bilo desetletja neko žrtvovano območje, kar se tiče varovanja okolja. Vemo, da je bila to neka velika industrijska regija, kjer se je, v še stari Jugoslaviji nekako delali na izgradnji države, kjer je bilo samo važno, da se gara, da se dela, da se z dimnikom kadi in to je bil znak, da se dela. In okolje pa seveda bilo tisto, ki je bilo podrejeno vsem tem. In to se nekako na nek način pozna na zdravju Zasavčanov in na okolju. In seveda, ko je prišla še zgodba, ko je recimo multinacionalka Lafarge kupila Trbovsko cementarno in želja po sežigu odpadkov v Zasavju, tako v Lafargeu kot tudi v Termoelektrarni Trbovlje, kjer so takrat v istem času poskušali sežig odpadkov, se je lokalna skupnost seveda organizirala, se temu uprla, nastal ekokrog in potem je to v bistvu zgodba, ki je dolga 15 let boja, da smo to preprečili. In seveda na nek način tu je treba povedati, da je recimo razlika med tremi zasavskimi občinami velika. Saj v začetnih letih je bila velika, v Zagorju so se zelo kmalu spoznali, da je potreba obrniti nov list, da je treba razvoj Zagorja peljati v drugo smer, da je treba narediti bivanjsko okolje zdravo in prijetno. V občini Trbovlje so takrat recimo še vedno sanjali o energetski dolini, o tem, kako bomo sežigom odpadkov zadržali delovna mesta in kako bomo z novim odpiranjem rudnika za Termoelektrarno 3 zadržali standard občine. Ampak vse to se je izkazalo kot zelo zgrešene načrti in zgrešeni cilji. In zdaj pa lahko seveda ugotavljam, da imamo to srečo, da se tudi v občini Trbovlje in Hrastnik spreminja občinska politika in da gre v smer, v kateri se dela na kvaliteti okolja, na bivanjski kvaliteti in zdravju. In na nek način se je prodajala zgodba, da če bojo te tovarne zaprli, da bo pravzaprav Zasavje umrlo in da bo vse propadlo. Ampak zgodilo se je ravno obratno. Ko so te tovarne zaprli, od takrat naprej se brezposelnost v Zasavju manjša in ne povečuje. In od takrat naprej prihajajo nove tovarne, novi ljudje, start-up podjetja in ljudje imajo željo in voljo najti način, kako bojo živeli v tem Zasavju, na način, da ne bomo delali škode sebi, sosedu in okolju. Tako da na nek način Zasavje je že prišlo ven iz te najhujše krize in se počasi pobira. In v Zasavju so bili vedno ljudje, ki so imeli ideje, kako speljati stvari. In jaz bil že takrat prepričan, da je edini pogoj, da se to začne,
da se pač ta degradacija okolja konča, ker potem se bo končal tudi beg možganov, ne? Ker takrat, ko se je, bom rekel, v Zasavju najbolj na barbarski način uničevalo, sežigalo odpadke, v tistem času so tudi, bom rekel, zabeležili največji beg možganov iz Zasavja. No, zdaj jaz mislim, da se dogaja obratno, da pač te možgani prihajajo nazaj v Zasavje. Pa vendar to vrstnih oziroma podobnih primerov je še veliko, zato bi vas prosila, ali lahko z nekaj konkretnimi primeri ponazorite, kako pravzaprav veliko moč ima to vrstna industrija, kako lahko kupuje mnenja, izsiljuje dovoljenja, kako potvarja rezultate meritev. Poglejte, tukaj smo imeli nekaj teh primerov, ki so zdaj tudi medijsko bili dosti odmevni. Smo imeli primer Magne, kako, bom rekel, se privilegira eno tovarno, eno multinacionalko, kjer se je podredi vse postopke in kjer ni škoda na stotine hektarjev zemlje, najboljše orne zemlje, zato da tam postavljamo reklirnice in kako postopki tečejo privilegirano, zato ker je v igri veliko denarja. Imamo ta zadnji primer pritiska na agencijo in vplivanja na agencijo, recimo zaradi pridobivanja plina v Petišovcih. Lafarge je pravzaprav ista zgodba. Če lahko si samo spomnimo, kako je potekalo recimo dovoljenje za okoljsko dovoljenje in bom rekel cela zgodba okrog Teša. In v teh zgodbah se lahko pravzaprav veliko naučimo, kakšno moč ima kapital in kako preprosto izriniti ljudi iz teh zgodb, s tem, da narediš pač vplivno območje okrog ograje. In tu v teh zgodbah seveda nastopajo razne kreditirane inštitucije, ki določajo ta vplivna območja in so seveda, tu je ta znanost, bom rekel, v službi kapitala in to na nek način je velik problem v Sloveniji. Omenjate znanost v službi kapitala, po drugi strani lahko govorimo tudi o politiki v službi kapitala. Kakšna bi torej morala biti, denimo, vloga zdravnikov? Verjetno bi tukaj morali krepko povzdigniti glas. Je pa seveda res, da to vrstno početje ni vedno najbolj varno pod navednicami. Marsikaj potegne za seboj. Ja, seveda, ko se začneš ukvarjati s tem, se boš pač zavedati, da boš podvržen veliko pritiskom in nizkim udarcem in še marsičemu. Ampak jaz sem prepričan, da je pač to treba delati. In zdravniki so tu, da so pozorni, ko se take stvari dogajajo, da so pozorni, ko se piše okoljska zakonodaja, ko se določa, kakšen bo vpliv na okolje, kakšen bo vpliv na zdravje in seveda, da delajo raziskave, ki to dokazujejo in potem seveda potrebna je ta povezanost med zdravniki in okoljskimi aktivisti, ki potem skupaj preprečijo, da se takšne stvari dogajajo. In tu aktivacija zdravnikov mora biti in seveda in sodelovanje z okoljskimi organizacijami, ki potem na nek način zgodbe približajo ljudem, ki potem na nek način lahko vplivajo tudi na politiko. Za politiko se pa ve, politika je seveda v službi kapitala do kakih 3 tednov pred volitvami. Potem so naši in so v službi ljudi in Slovencev in državljanov do prvega dneva po volitvah. Potem pa spet vse isto.